Kaj pa bi ti rekel, tako kot sem prej nakazal, če greva čist iz osnova, kako ti poimenuješ ali pa kako razumeš termin inteligenca? Ja, to je lahko tako zdaj, iz večjih vidikov lahko gledaš na inteligenco. Jaz osebno, tako rekel, na splošno inteligenco gledam kot neka zmožnost za prilagajanje. Pravi, če se tebe dajo zdaj v neko neznano okolje, kako hitro se boš v bistvu prilagodil temu okolju, da boš v tem okolju lahko prosperiral, pa da boš v bistvu uspešen. Iz kje pa bi nekako, ker tukaj jaz razmišljam, tako kot si rekel, prosperiram ali pa preživim ali pa ne vem karkoli v okolju, iz kje izhaja ta motivacija, da to sploh naredim, ker če mi imamo nek sistem, ki recimo zavest ni prižgana v njemu, on ima nek cilj, ki smo ga mi definirali, ta cilj je tudi nujno potreben, Ja, sigurno. Nek cilj moraš imeti, Zdaj, se pravi, bolj z vidika mogoče samega preživetja gledam na to, če se ti res gre za življenje. Čisto tisto brutalno, naravno. Tako smo mi sprogramirani, narava nas je sprogramirala, da si želimo preživeti. Seveda, mislim, koliko 10,000 let nazaj človek bil v džungli, imel si tiste sabljastega tigra, pa vse te, ki so lahko napadali, nekaj si mogel narediti. Če nekdo je ugotovil, če imam ogenj v roki, živali ne napadajo tako pogosto, kot pa če ga nimam. Če si naredim sulico, ali pa če vržem kamen, te zadeve. Spravi, to je v bistvu neko znanje, potem rekel, posledica inteligence. Na tak način v bistvu jaz to razumem. Kaj pa recimo zdaj, če dodava umetna inteligenca, Ja, zdaj, umetna inteligenca je pa v bistvu neko posnemanje tega, zdaj z računalnikom, če govorimo o računalništvu. Se pravi, nekako čim bolj posnemati to, kar smo ravno povedali, se pravi, zvada je očitno, gre lahko za neke algoritme, ki se poskušajo v bistvu aktivirati na neki točki in potem v bistvu voditi do nekega znanja, neke nove odločitve, v tem smislu. Zdaj, tukaj itak je samo raziskovalno področje šlo itak naprej. Začelo se je v bistvu tako vse z tem posnemanjem, spravi tisto teorijo Hebovega učenja, spravi, da probamo v bistvu najti neke situacije, ki so nam neznane in se iz njih naučiti, recimo, ampak algoritmično. Se pravi, gre za neke dane vzorce z pričakovanim rezultatom in potem poskušaš iz tistega danega vzorca doseči tisti dan rezultat, ki pa je recimo neka odločitev. Tako da, na ta način, če pogledaš na zadevo, vidiš, da v bistvu zadaj samo čisto, če pogledamo za aviona zdaj, laično, gre v bistvu za nek algoritem, ki poskuša posnemati možgane oziroma našo človeško inteligenco. Se pravi, v neki osnovi, če poenostavim, pa me popravi, če se motim, v bistvu ta sistem dobi nek cilj strani človeka in potem probava veliko različnih načinov doseči ta cilj in verjetno dobi neke mikrocilje vmes, ker se on nauči, to je bolj prava smer kot tista prejšnja. In potem sledi neki poti samostojno. Tako se pravi, tam, kaj si opisal, v bistvu pravimo nadzorovalno učenje, se pravi, ker v bistvu človek da algoritmu, to je problem, to je rešitev, nauči se povezavo med problemom in rešitvijo. In v bistvu poskuša, v bistvu, kako bi algoritem deloval, recimo. Problem je, to je pričakovana rešitev, damo to rešitev na stran, da poznamo zdaj v tem trenutku, naredi neko odločitev. Če s tem naredi odločitev, pa primerja pravo odločitev, pa to odločitev, ki jo je naredil. Še je odločitev ista, super, sem se očitno dobro naučil, povezave, če pa ni,
ponovi zadevo. Ne, vmes potem seveda se neke stvari tehnične zelo podrobno ne, zgodijo, ne. Ampak načeloma, ko se tiste stvari zgodijo, je potem odločitev malenkost drugačna, ne, pa še malo drugačna, ne, tako dolgo, dokler te vodi v prav odločitev. To je samo za en vzorec, ne. Imaš pa, ne vem, 1000, 10 000, milijon takšnih vzorcev, ki jih v bistvu daš skozi.